Počitnice so čas, ko ustvarjamo nove vtise, se družimo, spoznavamo zanimive stvari. Na počitnice si želimo tja, kjer se počutimo domače, kjer smo lahko to, kar smo sproščeni in smo sprejeti. In za otroke z različnimi vrstami invalidnosti je to že vrsto let paralimpijski tabor za družine v Laškem. Za ta tabor smo izvedeli lansko leto preko družabnih omrežij. In ker nam je bilo zelo všeč, smo se odločili, da pridemo letos ponovno. Vedno, glede na to, da sem videla kar dosti športna, da smo skozi nekje na terenu, iščeva tudi zanjo eno stvar, da bi najdel, da se v enem športu najde, da začne uživati, da ima svojo družbo tam, da skratka prosti čas proba preživljati med takimi ljudmi sebi podobnimi. Sem smo prišli z razlogom, da se malo uživamo skupaj in smo tukaj za počitnice, da smo hitreji in da smo skupaj. Zato, da spoznamo še nove športe pa take stvari. Paralimpijski tabor v Laškem, ki ga že 5. leto organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite, je namenjen otrokom z različnimi vrstami invalidnosti in njihovim družinam. V središče vedno postavimo otroke z invalidnostmi, vse aktivnosti so njim prilagojene. Letošnji prvi večer smo predstavili vse otroke, udeležence tabora na način, kaj počnejo v svojem prostem času, kaj so mogoče dosegli v zadnjem letu, da smo videli, nekdo veliko rad še hodi v hribe, nekdo je gasilec, poleg tega. Začetek tabora je bil zelo prisrčen in prijeten. In točno tako je bilo tudi nadaljevanje, le da je bilo potem vse v znamenju športa. Letos so bili v ospredje postavljeni parastrelstvo, paraplezanje, košarka na vozičkih, boča, ples na vozičkih, paranamizni tenis, paraatletika in še zanimivih aktivnosti. Ta tabor je zelo lepa izkušnja. Ni pomemben to, kjer šport ti izbereš, ampak da se enostavno vsakodnevno gibaš. Super se imam in mi je ta šport zelo všeč. Zelo dobro mi je šlo in ni bil zahteven šport. 4 dnevi uživanja v priljubljenih športnih aktivnostih, radovednosti ob spoznavanju novih in ponosa in veselja ob druženju s slovenskimi vrhunskimi parašportniki, med katerimi je bila letos tudi Manca, sovoditeljica oddaje Tempo. Danes sem tudi jaz tukaj, da predstavim plezanje. Šlo jim je super, dali smo jim tudi prvo eno gugalnico, da so lahko se prvo malo zanihali. Nato so se pa poskusili tudi v plezanju. Eni so prišli do vrha, enih je bilo malo strah višine, ampak smo skupaj premagali ta strah. Jaz mislim, da je odbojka res en super šport, ki omogoča neko inkluzivno delo. Praktično vsakdo se lahko na tem nekem zabavnem rekreacijskem nivoju priključi. Mislim, da so bili navdušeni. Tabor je tu za mlade z različnimi invalidnostmi, da se imajo lepo. Je prostor in čas, ko se ob parašportu družijo celotne družine. In tabor je tu predvsem zato, da bi jih čim več izmed njih našlo šport zase, s katerim bi se lahko ukvarjali še naprej preko celotnega leta. Jedem že ta tetič tukaj, sem tukaj spoznal boco, ki jo lahko tudi tunelam. Res smo ponosni in veseli, da vsako leto vidimo, kako se določeni otroci začnejo potem ukvarjati s športom in imamo letos enega parastrelca, paranamizno teniškega igralca boče, ki že dosegajo vidne rezultate na svojem področju. In brez podpornikov parašporta bi bilo takih zgodb veliko manj. Materialna pomoč je pomembna, veliko pa pomeni tudi tista osebna, medčloveška, kot je prostovoljstvo. Ki je v naši hiši zelo močno zakoreninjeno in naši sodelavci res radi sodelujejo pri teh aktivnostih, tako da vsako leto pridejo na tabor tudi naši prostovoljci, ki pomagajo otrokom in staršem preživljati lepe počitniške kampovske dni. In prostovoljec, ki se na tabor rad vrača, je tudi mlad farmacevt, ki otrokom pričara nepozabno kemijsko delavnico.
Paralimpijski tabor za družine so počitnice, izkušnja in učenje za vse člane družine. Se zdi, da mi starši rabimo kdaj kakšno podporo zadaj v tem delu, zato da me nas malo tako ali razbremeni, ali da ti pokaže, da prav razmišljaš, ali pa še kaj novega zveš, da lažje to hendlaš. No. Rabaš en suport zadaj, se mi zdi. No. Tudi mi smo dobili nekako pozitivne izkušnje iz tega tabora, predvsem dobimo direktne odgovore na neka vprašanja, kako nagovarjati mlade. Majda pa seveda nekako to bedi in razvija ta tabor. Prepričan sem tudi, da bo v prihodnosti zimski tabor nastal, kar pomeni, da bomo nekako pokrivali letne in zimske športe. In tako so se dnevi v dobri družbi hitro obračali. Veliko se je ustvarilo novih spominov, ki so jih udeleženci zapisali v svoja srca. Ustvarili pa so tudi prenekatero fotografijo za v družinski album. Poslovili pa so se s tole mislijo. Se vidimo naslednje leto.